Hvala za besedo in hvala tudi za to pomembno razpravo o krizni rezervi, ki vemo, da z njo skušamo popraviti probleme, ki nastanejo zaradi naravnih nesreč, motenj na trgu, žal v zadnjem času tudi vojn in posledica teh vojn. Da se ne ponavljam, tudi sam podpiram, da bo potrebno v bodoče krizne rezerve nameniti več sredstev, kajti vemo, da se bodo žal te stvari ponavljale. Iz izkušenj doma vem, da velikokrat najprej stopijo države v pomoč, ko pa enkrat je ta obseg tako velik, kot je bilo letošnje leto v Sloveniji z poplavami, pa enostavno pride do prošnje za Evropsko unijo. Prihaja tudi do takšnih primerov, ki jih enostavno ne moreš zavarovati. Mi imamo primere od tega, da so bile odnešene pravzaprav kmetijske površine, nanos zemljišč, plazovi, celotna gospodarstva so bila porušena, kmetijska izguba hrane, ker so bale plavale v teh poplavah in podobne stvari, tako da resnično prihaja do nekih ekstremnih primerov in zato se bojim, da bomo tudi v bodoče resnično rabili še več sredstev. Vprašanje, ki ga imam sam, je to, kar se je recimo v letošnjem letu dogajalo, da smo krizne rezerve že porazdelili tudi za posledice v ukrajinski vojni. V našem primeru, kot sem že omenil, v Sloveniji imamo tudi poplave in zelo praktično vprašanje, ali se ta sredstva, ki so bila pridobljena, ne vem, za posledice zaradi vojne v Ukrajini, posledice na trgu z pšenico in podobno, ali se to lahko združi z posledicami za poplave in se deli tudi tistim, ki so bili prizadeti v poplavah, ali je potrebno vsak škodni primer od škodnega primera razlikovati, da ni tega blendanja, miksanja teh sredstev.